kavica. Sem si pred nekaj dnevi pripravil uvod v ta prispevek, češ da so razkritja, to so v bistvu takšni dogodki, kjer sploh prvič lahko vidimo nov avtomobil in se z njim še ne moramo zapeljati, seveda vedno zanimiva, ampak tudi zelo zahtevna za delo, ker se nas običajno vsaj 100 novinarjev nagnete okrog enega ali pa dveh razstavljenih avtomobilov, potem pa delaj. No, pa me je Renault presenetil in imam v bistvu mir pa dovolj časa. Tako da še tole kavico spijem, pol pa akcija. Ali kar akcija? Akcija, ok. In tokratni malček je še posebej pomemben za Slovenijo, ker ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Sem vesel, da bo proizvodnja pri nas in da bo akcija, ker je Revoz v zadnjem desetletju imel nekaj lepih trenutkov, pa tudi nekaj manj lepih. No, da me ne zanese preveč. Evo ga, novi Twingo. Zdaj je električni, ampak bolj se mi zdi pomembno to, kako hudo izgleda. Kot ena futuristična izvedenka originala je, evo, še lučke ima v bistvu zelo podobne, sam še trepalnice mu manjkajo. Zadnja leta Renault itak totalno rastura z obujanjem svojih legendarnih modelov, pa s svojimi oblikami in Twingo bo očitno samo še nadaljevanje te zgodbe. In ugotavljam tudi, da so končno proizvajalci ugotovili, da potrebujemo majhne avtomobile z majhnimi baterijami pa dobro ceno, če želijo prepričati kupce, da bodo svoj stari bencinski model zamenjali za novega električnega. In tukaj bo Twingo stopil v kar hudo konkurenco. K nam pripelje naslednje leto, cena ne bi bila pod 20 tisočaki, potem pa odštejemo še subvencijo, pa bo v bistvu cena zelo mamljiva. No, takšno so uspeli doseči z različnimi prijemi. Za začetek se nekatere komponente cenijo, naprimer baterije, tukaj je tudi prvič za Renault tehnologija LFP, potem pa so pri Renaultu tudi v bistvu skrajšali celoten proces razvoja novega avtomobila, zdaj je samo še okrog 2 leti in to seveda zmanjša stroške proizvodnje, na koncu je pa potem lahko tudi cena manjša. Ok, tehnikalije. Novi Twingo je dolg 3,79 metra, kar pomeni, da mal pa je že zrasel v primerjavi s prvo generacijo, pa dobil je tudi dodaten par vrat. Prtljažnik ponuja do 360 litrov prostora, predvsem odvisno od položaja zadnjih dveh sedežev, ki sta ločeno takole vzdolžno pomična. Tudi poredil se je malo, jasno, če je pa štromar, ampak še vedno tehta 1200 kg, kar pomeni, da je zgledno shiran. Se je vsem jasno, da tole ni avtomobil za tedenske poti do Dubrovnika, za mestna šviganja bo pa krasen in za ta primer bo v bistvu tudi baterija s 27,5 neto kilovatne ure dovolj velika. VLT sicer pravi, da z enim polnjenjem lahko prevozite do 263 km, bom komentiral to potem, ko avto dobimo na test, ampak predvidevam, da je realen doseg nekje okrog 200 km. Torej za večino uporabnikov več kot dovolj. Baterija se polni s 6,6 kW, zato takoj predlagam doplačilo za dodaten paket, potem bo polnilnik 11 kW, oziroma v takem primeru boste Twingovo baterijo lahko polnili tudi s 50 kW na polnilnici z enosmernim tokom. Elektromotor ima 60 kW moči, to je 82 konjičkov, zato Twingo lahko šiba do 130 na uro, oziroma mogoče še bolj pomemben podatek je ta, da z mesta do 50 km na uro pospeši v 3,9 sekunde, torej za mestne omejitve je kar hiter. Torej, zunaj je za pogledati res simpatičen, pomagajo tudi te zanimive barve, naprimer zelena, mogoče še bolj rumena, rdeča je huda, črna pa vsaj za moj okus mogoče malenkost manj. No, je pa zelo kul tudi tukaj znotraj, kjer najdem kar nekaj oblikovnih elementov, spetke in katrce, hkrati je pa dovolj samosvoj pa drugačen, da se mi zdi zelo zanimiv. Ampak moram vseeno zaključiti, ker je vsak novinar v bistvu dobil samo 30 minut za pripravo prispevka, tako da me ostali že čakajo. Pa še te štumfke moram dati dol.